Pred približno 10 leti, ko smo se mi lotili projekta vgradnje in torej zastopanja in prodaje prezračevalnih sistemov, o tem področju ni bilo veliko znanega. Sam kot gradbinec in z nekaj izkušnjami iz investicijskega inženiringa sem pa vedel in poznal približno problematiko moderne gradnje, kar pomeni, da so objekti zatesnjeni, da se množično menjujejo okna, da se jačajo fasade, da je cel svet znorel zaradi neke energetske učinkovitosti, ki pa ni nujno, da sabo prinese same pluse. Torej objekti, ki so dobro energetsko učinkoviti, ponavadi so slabi za bivanje, če v njih ne moreš dobro dihati. In odtod je ta osnovna ideja prišla, področje pri nas je bilo popolnoma neznano in smo začeli z promocijo neke vrste izobraževanjem javnosti o tem, da je ta segment zelo pomemben, hkrati pa smo se povezali z nemškim partnerjem Lunos GmbH iz Berlina, kjer imajo več kot 50-letno tradicijo iz področja prezračevanja stanovanjskih objektov. Tako nekako je izgledal tale začetek. Kdo je danes vaša ciljna skupina na tem področju? Ciljna skupina so praktično vsi slovenski domovi. Stanovanja, hiše, novogradnje, torej vsi objekti tudi, ki so bili zgrajeni v prejšnjih letih in se danes soočajo z problematiko povečane vlage v prostoru, posledično z neko plesnijo, ki je zelo zdravju škodljiva, kondenzom na oknu in seveda slabo kvaliteto zraka. Moram še enkrat poudariti, da zrak in kvaliteta zraka je nekaj, kar se ne odraža mogoče na kratek rok. Gre za stvari, ki tudi niso zdravju škodljive tako, da boste zdaj zaradi slabšega zraka po enem tednu zboleli. Ampak v nekem daljšem periodu pa vsi ti dejavniki rezultirajo bistveno slabše počutje, možnost izbruha latentnih bolezni, plesen je pa verjetno ena izmed stvari, ki pa ljudje že dobro vejo, da so to živi organizmi, da povzročajo bolezni dihal in mi večkrat na ogledih objektov srečamo polmetrske plesnive madeže v otroških sobah in podobno. Torej, čim gre stvar tako daleč, je čas za alarm oziroma za rešitev problema. Mi se ukvarjamo s tem, da problem rešimo v celoti. Ne da ga saniramo tako, da se potem ponovno pojavi, ampak da problem rešimo v celoti. In to lahko naredimo z kvalitetno izmenjavo zraka. Vedno, kadar izrabljen zrak odvedemo iz objekta in pripeljemo svež zrak, poskrbimo za to, da zatem, ko odvedemo slab zrak, odvedemo tudi vse mikroorganizme, pršice in strupe, ki nastajajo v običajnem življenju človeka. Torej, vi nudite tudi svetovanje in vso to zgodbo zapakirano do rešitve. Če kaj zanima, vas lahko tudi vpraša. Absolutno. Mi smo se že navadili na to, da imamo cel ciklus tega prodajnega programa nastavljen tako, da se začne z vprašanji, z svetovanjem, potem z projektiranjem nekega optimalnega prezračevalnega sistema, kar vse naredimo brezplačno, seveda do točke, ko se nekdo odloči, da bo izvedel konkretno vgradnjo, takrat pa dobi, bom rekel, predračune, projekte in ponavadi garantiramo montažo v slabem tednu po tem, ko se neka stranka, nek zainteresiran človek odloči za tak nakup. Kaj pa bi lahko ocenili, da je v tej vaši poslovni poti bilo najbolj naporno, pa kaj ste se naučili zdaj v teh letih? Vsako obdobje je po svoje zanimivo, eno bolj, eno manj naporno, ker ste rekli naporno. Verjetno je bilo najbolj naporno začeti. Začeti iz nule neko stvar. Je pa res, da ko nekaj začneš, je to naporno, hkrati je pa to velik izziv. Tako da motivacija takrat je bila neizmerno velika. Torej želja potem, da nekaj narediš, da nekaj ustvariš, nekaj, kar bo zraslo, nekaj, kar ne bo na kratek rok, nekaj, kar bo trajalo. In
mi smo to zgodbo zastavili tako, da bi bila dolgoročna, torej vedno sem dajal poudarek temu, da poslujemo izredno korektno, da poskušamo biti kar se da odkriti, pošteni pri tem, kaj lahko naredimo in kaj ne moremo narediti. Torej, nismo šli za figo v žepu v ta posel in to se nam je na dolgi rok obrestovalo. Res pa je, da je v začetku bilo potrebno kar precej časa, napora, tudi prepričevanja nekaterih, tudi, bom rekel, konfrontacije z projektanti, z arhitekti, ki jim ni bilo jasno, kako si mi predstavljamo, da bomo delali luknje v hiše, ki so nove, ki imajo krasne fasade, nova okna. No, danes delamo na leto samo v Sloveniji približno 7000 lukenj, ne. Tako da je očitno stvar sprejeta, normalna in se približujemo enemu standardu, ki velja v razvitih državah Evropske unije. To pomeni, da je približno 15 do 20% bivalnih enot, družin, stanovanj, hiš, bom rekel, oskrbljenih z ustreznim prezračevalnim sistemom.